Skrivnostno izraelsko-ameriško obrambno podjetje je preizkusilo novo daljnosežno križarsko raketo na ameriškem vojaškem poligonu v Maroku, s čimer je prikriti orožarski program postal javen. Podjetje Covenant Industries pravi, da bi lahko njihova nizkocenovna raketa Anthem šla v proizvodnjo že prihodnje leto, kar bi zahodnim vojskam omogočilo hitrejši in cenejši način za morebitno obnovo izčrpanih arzenalov. Preizkus prav tako poudarja vse večjo vlogo Maroka kot preizkusnega poligona za ameriško in zavezniško orožje ter poglabljanje obrambnih vezi z Izraelom. Zdaj pa gremo v Maroko, k dr. Mohamedu Chitouju, političnemu analitiku in višjemu profesorju na Univerzi v Rabatu. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. To ni prvi večji vojaški razvoj v Maroku v zadnjih letih. Ali Rabat postaja novo glavno središče za vojaško tehnologijo? Vsekakor postaja središče tega trikotnega sodelovanja na področju vojaške opreme in mislim, da je to zelo dobra novica, ker je nizkocenovna križarska raketa bila uspešna. In izstrelitev oziroma demonstracija je bila za Maroko zelo, zelo dobra, za Izrael in za Združene države Amerike. In mislim, da to pomeni, da bo še več preizkusov, več demonstracij v bližnji prihodnosti te vojaške opreme v sodelovanju med Marokom, Združenimi državami Amerike in Izraelom. In to tudi pomeni, da obstaja dolgoročno vojaško sodelovanje med temi tremi državami. Na območju, kjer imamo težave v Sahelu, kot veste, z islamisti in z vsemi drugimi ljudmi. Zato mislim, da stabilizacija Sahela potrebuje takšno opremo, takšno vojaško sodelovanje. Kako pomembno je, da prav v tem času podjetje, povezano z Izraelom, tako javno preizkuša vojaško opremo na maroških tleh? Mislim, da sodelovanje ni več skrivnost. Vsem je znano, da obstaja takšno razumevanje med Marokom in Izraelom. Maroko in Izrael sta v zadnjih 2 letih prešla v nekakšno zavezništvo. To zavezništvo temelji na vojaškem področju in drugih gospodarskih področjih. Vojaški vidik pa je zelo pomemben, ker mislim, da izraelska podjetja preizkušajo svojo opremo oziroma vojaško opremo v Maroku. In to so dobre novice za Maroko, dobre novice za Izrael in dobre novice tudi za Združene države Amerike, ker to pomeni, da bo na tem področju dolgoročno sodelovanje. Zdaj pravite, da so to dobre novice za vse, vendar vemo, da Maroko seveda ni vpleten v trenutni konflikt z Iranom. Ampak ali obstajajo morda kakšni strahovi ali večje tveganje, da bi bil Maroko vpleten, če bi se v tem trenutku preveč približal ZDA in Izraelu? Mislim, da je Maroko že od leta 2020, od podpisa Abrahamovih sporazumov, pretesno povezan z Izraelom in Združenimi državami Amerike. In to vsi vedo. Maroko je pomagal Izraelu med vojno. V Maroku so pristajale ladje in med to vojno se je zgodilo marsikaj, ampak mislim, da to vsi vedo. In mislim, da to pomeni, da Maroko, Izrael in Združene države prehajajo na naslednjo stopnjo vojaškega sodelovanja, kar je dobro za vse 3 države, pa tudi za regijo. V redu. Mohamed, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Z veseljem.